Pozdravljeni, dragi gledalci in gledalke. Današnja oddaja je nekaj posebnega. Najprej zaradi tega, ker smo v Rudniškem muzeju Velenje oziroma v stanovanju, kot so ga imeli včasih rodaj. Hkrati pa so z nami učenci iz osnovne šole Antona Aškerca iz Rimskih Toplic. K nam smo jih povabili, saj že kar nekaj let sodelujemo oziroma se vsako leto srečujemo ali tukaj pri nas v Velenju ali pri njih v Rimskih Toplicah. Pozdravljeni vsi skupaj. Se nam predstavite na kratko. Jaz sem Jaša Videc in hodim v 8. razred. Jaz sem Špela Dorja, hodim v 8. razred, rada igram na klavir. Jaz sem Tina Šmerc, tudi jaz hodim v 8. razred, zelo rada pa berem knjige. Jaz sem Tadeja Selič Mlakar, rada igram harmoniko, obiskujem pa 9. razred. Jaz sem Jošek Darja, hodim v 9. razred, vedno sošolka sem. Pa rada berem, da vam govorim. Sem Eva Levskar, obiskujem tudi 8. razred, pa zelo rada pojem. No, zdaj pa bi kar začeli z vprašanji. Po čem ste prepoznani v vašem širšem in bližjem okolju? Ja, mi smo manjši kraj, v Kupitniku in v Savinji. Imamo veliko znamenitosti, kot so Aškerčevina, rimske terme, Aquaroma in še bi se lahko še našlo. Ja, predvsem smo z nami po cerkvi Lourdes, ki je posvečena Lurški materi Božji in je bila zgrajena leta 1866. Je zgrajena na griču in zato ima lep pogled na celotne rimske toplice. V oltar pa so zgradili tudi nekaj posebnih kamnov, ki so jih prinesli iz francoske vodine Lourdes. In če ga kdaj obiščete, ta kraj, rimske toplice, vas veseljem vabim na ogled te prečudovite cerkve. Kaj pa, na primer, vaša šola? Naša šola je zelo zanimiva, je mala šola, sedaj jo obnavljajo, zgradili so tudi prizidek, tako da bomo povečali nekaj učilnic, te pa knjižnico. Drugače pa sodelujemo v različnih projektih, na primer Evropska vas, ter sodelujemo na različnih tekmovanjih, kjer dosegamo tudi zelo dobra priznanja. Ali so to morda tudi kakšna športna tekmovanja? Ja, pri nas smo imeli se vsako leto z Laško šolo, tekmujemo v odbojki in pol se prvo mesto se udeleži naprej. Ko ste se danes peljali proti Velenju, proti naši šoli in opazovali okolico, napovejte, kakšen se vam zdi prvi vtis v Velenju in naši okolici? Zdi se mi, da je Velenje zelo razvito mesto, da imate zelo lepo urejeno okolico in lahko rečem, da mi je pa zelo všeč. Ja, meni je prav všeč Velenka. Da prvo, ko priješ v Velenje, tisti trgovski center, ker jaz imam zelo rada trgovske centre. Pa zelo je lepo urejeno, pa imate, všeč mi je park, pa drsališče. Pa tudi na vaši šoli je zelo lepo, ker je opremljena s temi likovnimi deli učencev, kar zelo lepo zgleda. Na naši šoli v medsebojnih odnosih gojimo 5 osnovnih vrednot, in sicer spoštovanje, strpnost, poštenje, odgovornost in seveda znanje oziroma učenje. Katere pa so vrednote vaše šole? Vrednote naše šole so recimo, da pomagamo drugim učencem pri učenju in domačih nalogah, zato imamo tiho učilnico. Potem tudi tekmujemo na raznih tekmovanjih, kot so recimo ekokviz, smo kulturna eko šola. Zdrava šola? Zdrava šola, ja. Učenci se trudimo, da bi jih seveda čim bolj spoštovali. Koliko pa nam to uspeva, pa bi morali povprašati kar učitelje, kaj ne? V bližini vaše šole stoji rojstna hiša vašega in našega pesnika Antona Aškerca. Ali jo pogosto krat obiščete ali le ob večjih jubilejih? Obiščemo predvsem ob večjih jubilejih, drugače pa tudi, naprimer proti koncu šolskega leta, tam podeljujemo razna priznanja, ter pač gremo tja, da se spomnimo našega rojaka. Po športnem dnevu organiziramo, pa gremo gor. Razne pohode, da si ogledamo domačijo. Anton Aškerc je nekaj časa kot duhovnik delal v Škalah pri Velenju. Veliko pa je med ljudmi, še posebej med rudarji.
Pogostokrat jih je obiskal, se z njimi pogovarjal in na takšen način spoznaval njihovo težko življenje. Šel je v rudnik in se soočil s trpljenjem rudarjev. Prav to pa ga je navdihnilo, da jim je pospetil Delavčevo pesem o premogu. In prav Anton Aškerc je tisti, ki bo tudi nas popeljal po muzeju, saj nas bo s svojimi besedami vodil. Pojdimo si ga skupaj ogledati. Pojdimo. No takole, mi smo sedaj prišli iz jame, pa napovejte, kakšni so bili vaši vtisi. Ja, bilo je fajn, pač zelo veliko novega smo gledali, pa veliko novega smo tudi videli. Pač fajn je bilo. Pa vidite? Meni je bilo fajn spoznati to zgodovino rudarstva, pa kako rudarji živijo. Ja, čisto doživeti rudarstvo, doživeti. Torej, našim prijateljem iz Rimskih Toplic se zahvaljujem za obisk in upam, da se spet kmalu vidimo. Vas, dragi gledalci in gledalke, pa vabim, da še naprej spremljate naše oddaje na spletni strani šole. Z vami sem bil novinar Luka. Lep pozdrav do naslednjič. Nasvidenje!